Naj en. Nogometni studio. Lep pozdrav, spoštovani gledalci. Nogometna zveza Slovenije je v vsem blišču proslavila svojo 80-letnico obstoja. Prav osrednja slovesnost je bila v dvorani ljubljanske opere, kjer se je zbrala domala vsa slovenska nogometna smetana. Manjkalo je le nekaj naših najboljših nogometašev, ki si svoj kruh služijo v tujini. Nadvse svečano pa je bilo tudi po končani prireditvi, in sicer v hotelu Slon v Ljubljani. V današnji oddaji bomo videli najbolj zanimive trenutke iz Gala Akademije ob 80-letnici Nogometne zveze Slovenije. Bili smo tudi na žrebu polfinalnih parov slovenskega nogometnega pokala, pri katerem je sodeloval tudi sam predsednik FIFA Sepp Blatter. Poigrali pa smo se tudi statistiko Simobil lige. Manjkali pa ne bodo najlepši goli in nagrade za naše zveste gledalce. Naj en. Nogometni studio. Najprej si oglejmo, kaj vse se je dogajalo v dvorani ljubljanske opere in nato še v dvorani hotela Slon. No, ob vsem tem blišču sta bila prisotna tudi predsednik naše države Milan Kučan in pa predsednik Svetovne nogometne organizacije Sepp Blatter. Tem čestitkam ob 80. obletnici Nogometne zveze Slovenije pa se seveda pridružuje tudi naša oddaja. Nogometna zveza Slovenije je tudi uradno in ceremonialno proslavila visok jubilej, ki ga praznuje ob koncu tega leta. Svečana prireditev je bila v dvorani ljubljanske opere. 13. december 2000 se bo še posebej z zlatimi črkami zapisal v enega izmed menikov slovenskega nogometa, pa čeprav je bil ta dan najbolj namenjen prav temu, da smo obudili spomine na tiste najbolj uspešne dni slovenskega nogometa. Predvsem tiste v zadnjem času, saj sta naša izbrana vrsta in nogometaši Maribora zaigrali v najvišjem evropskem tekmovanju, kar so mnogi pričakovali le v sanjah. Slavnostna gosta ob tem dogodku sta bila predsednik države Milan Kučan in predsednik Svetovne nogometne organizacije Sepp Blatter. V almanahu, ki ga je ob 80. obletnici izdala Nogometna zveza Slovenije, je predsednik države zapisal: Nogomet, ki velja za enega najbolj razširjenih športov v svetu, ima tudi v Sloveniji številne ljubitelje. Visoka in odmevna uvrstitev slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu in lanska uvrstitev Maribora v Ligo prvakov sta zgolj dva izmed uspehov, ki potrjujeta, da ima slovenski nogomet svoje mesto tudi v evropskem in svetovnem merilu. Sta izpolnitev pričakovanj številnih ljubiteljev slovenskega nogometa ter še krepita željo na vseh, da bi slovenski nogometaši s svojimi uspehi tudi v prihodnje uspešno pripomogli k promociji slovenskega športa in Republike Slovenije v svetu. Je med drugim v uvodni besedi posebnega almanaha ob 80-letnici Nogometne zveze Slovenije zapisal predsednik države Milan Kučan, ki bo nekje v drugi polovici januarja, točen datum še ni znan, podelil Nogometni zvezi Slovenije častno priznanje, častni znak svobode Republike Slovenije, saj je najvišji politični organ naše države prav na dan slavnostne akademije v ljubljanski operi sprejel ta sklep. Prvo, čeprav neuradno srečanje, slovenska izbrana vrsta odigrala s Francijo v Ljubljani in izgubila 5-0. Reprezentanco je vodil Julius Rimet, predsednik FIFA z najdaljšim stažom, kar 33 let je vodil Svetovno nogometno organizacijo in bil tudi pobudnik prvega svetovnega nogometnega prvenstva leta 1930. Kdo bi si mislil, da bo ta mala državica na sončni strani Alp kdaj krojila evropsko nogometno usodo? Pa jo je, in to povsem zasluženo. Nogometna zveza Slovenije ima kar 9 regijskih nogometnih zvez, 263 klubov in 947 ekip. Skupaj kar 34.242 igralcev, od tega 598 neamaterjev, 6.897 amaterjev, 5.193 mladih igralcev do 20 let, 4.976 mladincev do 18 let, 4.860 kadetov in 9.193 mlajših dečkov. 2621 nogometašev malega nogometa in 140 registriranih žensk. Ima 752 aktivnih nogometnih sodnikov in 884 trenerjev.
Predsednik Svetovne nogometne organizacije Sepp Blatter je po letu 1998 tako ponovno prišel v Slovenijo. Še pred slavnostno Akademijo Nogometne zveze Slovenije ga je sprejel predsednik vlade dr. Janez Drnovšek, na katerem je bilo tudi celotno vodstvo Nogometne zveze Slovenije. Predsednik FIFA Sepp Blatter je nato blestel tudi na odru ob bleščečem okolju nekdanje misice Miše Novak. Njegovo sporočilo je bilo jasno. Slovenija mora v najkrajšem možnem času dobiti nov stadion nacionalnega nogometnega pomena. V svojem govoru je tako apeliral na najvišje politične in športne organe naše države in odkrito povedal, da je tudi to ena izmed tistih stvari, ki vodijo Evropsko unijo. Moram poudariti, da sem ob 80-letnici Nogometne zveze Slovenije z globokimi častmi tukaj med vami, je začel svoj govor v ljubljanski operi. Kasneje pa na posebni tiskovni konferenci naši nogometni zvezi podaril tudi ček za 80.000 švicarskih frankov. Jaz bi to poudaril, da sem izredno vesel, da smo v svoji sredini ob takem jubileju, kot je 80-letnica, lahko pozdravili predsednika Svetovne nogometne organizacije. Seveda gre zahvala vsem, ki so vseh teh 80 let orali ledino tega slovenskega nogometa in vsem, ki so potem lahko nadaljevali in dosegli recimo ta uspeh, ki se nam je zgodil v letu 2000. Torej, mislim, da je 80-letnica priložnost, kjer je to trenutek za ocen dosedanjo pot, istočasno pa pomeni veliko obveznost in odgovornost za naprej, ker seveda težko bo ponoviti take uspehe, vendar ni zgolj samo udeležba na Evropskem in svetovnem prvenstvu, slovenski nogomet, to je gotovo vrhunec. Kot ste videli, danes je to delo z mladimi, delo s trenerji, delo s sodniki in mislim, da imamo tu še marsikaj za postoriti. I'll be very short in my answers and I try to be very accurate. Bom zelo kratek v svojih odgovorih in skušal bom biti zelo natančen. Najprej se zahvaljujem na povabilu in seveda, da imam čas, da sem tukaj. In ob tem izražam vso spoštovanje do vaše države in še posebej do nogometne organizacije v Sloveniji. Novič poudarjam, da sem zelo hvaležen državi Sloveniji in še posebej predsedniku Kučanu, kateremu sem hvaležen. Seveda, to je bilo takrat pred 2 leti in pol v maju 1998, ko sem bil v Ljubljani še kot kandidat za predsednika FIFA, da je zbral takrat veliko poguma in da me je podprl. President of the state, they have had the courage to support me. The Slovenian Football Federation for the 80 years. Sprejmite moje posebne čestitke ob 80-letnici Nogometne zveze Slovenije in še posebej za zelo zanimivo in veličastno slavnostno prireditev, ki je bila nekakšna zmes športa in kulture. I repeat, I congratulate Še posebej vse čestitke državi z 2 milijonoma prebivalcev, da ste se kvalificirali na Evropsko prvenstvo leta 2000. To je bil seveda vrhunski dosežek in kaže, da tam, kjer se dela opravlja vztrajno in temeljito, v vaši nogometni organizaciji na čelu s predsednikom Rudijem Zavrlom in njegovo ekipo, je možno doseči tako vrhunske rezultate. A success. And the last point for my visit is to invite. Nazadnje je moj namen povabiti Nogometno zvezo Slovenije, da štarta z javno kampanjo za pridobitev čim več novih igralcev, tako žensk kot moških. Na politične oblasti in na predsednika vlade in pa seveda predsednika države ter ljubljanske oblasti pa seveda apeliram, da začnejo intenzivno vzlagati vse napore za izgradnjo nacionalnega stadiona evropskega formata. No, vsem tem pa ne smem pozabiti na minule dosežke in seveda čestitati vašemu državnemu prvaku Mariboru za nastope v Ligi prvakov. Na slavnostni akademiji je predsednik FIFA našemu predsedniku Nogometne zveze Slovenije podaril uradno darilo FIFA, ki ga podeljuje ob takih jubilejih. Sepp Blatter pa je skupaj s predsednikom Nogometne zveze Slovenije podelil tudi visoka priznanja ob 80-letnici Nogometne zveze.
Prvi med zasluženimi igralci je to visoko priznanje prejel legenda mariborskega nogometa Eisenpohner Štefan Tolič, ki je vse svoje življenje predal nogometu in je še vedno eden tistih, ki kljub svojim zavidljivim letom še vedno uspešno prenaša znanje na mlajše igralce. Ja, hvala za čestitke. Ta nagrada, to priznanje, prekrasen občutek za moje delo, seveda pa podelitvi v takšnem auditoriju s takšnimi eminentnimi in spoštovanimi gosti, jer se mi zdi, da sem prav fantastično sem se počutil. Hvala in seveda, kako bi se izrazil, ponosen sem na to priznanje in čast mi je, da sem bil danes z vami. In čeprav sem že stopil v 65. leto in mislim, da moja skrita želja je, da bi še zmeraj lahko delal, oziroma da bom delal, in nekako skrita želja v srcu, kar ne vem, če bo ustreljiva, da ko bom 70, da bi vsaj igral en polčas. Eden iz plejade večnih, ki so prejeli to visoko priznanje Nogometne zveze Slovenije ob 80. obletnici, pa je nekdanji vratar Slovana in Olimpije Tone Žabjek. Ja, ta nagrada mi pomeni, glede na zgodovino nogometa v Sloveniji, da smo bili tista generacija, ki smo pripeljali slovenski nogomet iz slovenske v drugo in na to v prvo zvezno nogometno ligo in smo prvikrat dokazali, da tudi Slovenci lahko igramo nogomet. Ja, čestitka je že za nazaj. Uvrstitev na Euro je bila edinstvena, mislim, do sedaj največji doseg slovenskega nogometa. Nadejamo se, da naj bi šlo tudi v bodoče, samo ne smemo biti preveliki optimisti, vztrajati moramo na tem, da se nam bo tako dejanje lahko še enkrat dejansko ponovilo. To visoko priznanje je prejel tudi dolgoletni igralec Kladivarja iz Celja Ivan Hribernik, ki je s svojimi igrami in delom to vsekakor zaslužil. Tudi najboljši strelec slovenske lige vseh časov, prekmurski topnik Peri Mavčec, ki je s svojimi 191 goli še vedno na prvem mestu večne lestvice strelcev in z rekordom 7 zadetkov na eni tekmi, je iz rok Sepa Blaterja in Rudija Zavrla prejel kristalni kipec. No, prav gotovo gre za veliko priznanje. Morda ga nisem niti pričakoval, vendar to pomeni, da mi več pomeni in da sem tega vesel. Ja, mislim, da bi mogli imeti več potrpežljivosti, več volje do tega igranja in pa, da bi znali stvari izkoristiti, tako kot smo mi včasih. Pač za dobrega strelca je, mislim, da odlika med drugim tudi hitrost in pa iznajdljivost. No, to je bila tekma v Murski Soboti z Jesenicami v zelo slabem vremenu. Mura je zmagala takrat 10-0 in dosegel sem 7 golov. Prav gotovo mi je ta tekma ostala v najlepšem spominu. Najuspešnejši predsednik Nogometne zveze Slovenije in predsednik FIFA pa sta ob tej priložnosti podelila tudi visoka priznanja za dolgoletno delo v terenski oziroma sodniški organizaciji. Med trenerji je to visoko priznanje prejel dr. Brane Elsner, med sodniki pa Vlado Tauzes. Za uspehe na Evropskem nogometnem prvenstvu pa je priznanje dobila naša izbrana vrsta. Najprej je kristalno žogo prejel selektor Srečko Katanec in nato v imenu reprezentance še kapetan Aleš Čeh, ki ima tudi največ nastopov za našo izbrano vrsto, kar 56. Sledijo Johnny Novak, 54 nastopov. Zlatko Zahovič, 52, Marinko Galič, 51 in Darko Milanič ter Sašo Udovič po 42 nastopov. Najboljši strelec reprezentance vseh časov je Zlatko Zahovič s 26 zadetki, Sašo Udovič jih je dosegel 16, Primož Gliha pa 10. Skupaj je naša reprezentanca odigrala kar 68 uradnih tekem, 23krat zmagala, doživela 25 porazov in iztržila 20 remijev. Dosegla in prijela pa je po 94 zadetkov. Ja, sigurno nam poznanje pomeni zelo veliko, kajti predvsem meni, ki sem vsega začetka tukaj pri reprezentanci, od njenega samega začetka. Tudi sam vem, kakšni so bili
kakšna pota smo imeli, da smo prišli do tega uspeha in jaz sem zelo vesel, da še kot igralec sem doživel to, kar se je zgodilo lansko leto in pa letos, da se vrstimo na Evropsko prvenstvo in da igramo na Evropskem prvenstvu. Posebno priznanje za prispevek k popularizaciji nogometa pa je prejelo uredništvo Radia Slovenije. Med njimi so na tej slovesnosti bili tudi tisti, ki so nekako postavili temelje radijskega športnega reporterstva. Zase lahko rečem, da sem začel zelo mlad, pravzaprav takrat, ko je začenjala svojo pot tudi nogometna ekipa nogometnega kluba Maribor v 60 letih. Pravzaprav sem bil nekak del tiste generacije Vabiča, Prosena, Klančnika, Sizgorja, Grubišiča in tako naprej, da ne naštevam prav vseh. Z njimi sem pravzaprav potoval na tekme, z njimi sem se učil spoznavanja tistih najbolj seveda skrivnih podrobnosti nogometne igre in seveda z leti zrasel v, kot so rekli takrat, kar časti vrednega in hvale vrednega reporterja za takratni Radio Ljubljana. Vedeti moramo, da takrat pravzaprav ni bilo drugih radijskih postaj in takrat, ko je bila na sporedu nogometna tekma oziroma prenos nogometne tekme, seveda sem bil na vseh programih slovenskih samo jaz in zato v tistih časih ni bilo vprašljivo, kdo je seveda najpopularnejši športni reporter. V tistem trenutku v Mariboru konkurenca je bila mala, lahko rečem, da je sploh ni bilo in da sem imel po tej plati pač nekakšno srečo in v bistvu sem se učil pri nekaterih znanih reporterjih z takratne Jugoslavije. Moji kolegi iz tistih časov so bili Ivan Tomič, Mladen Delić, Radivoj Marković, pa v Ljubljani seveda Štefan Marčec, Mirko Strehovec pokojni in tako naprej. Skratka, z njimi skupaj sem potoval tudi na nekatera srečanja v tujino, po vsej Evropi pravzaprav. Bil sem, če se spomnim, na nepozabnih tekmah Jugoslavije, v Italiji na takratnem evropskem prvenstvu leta 1968. Jugoslavija je takrat osvojila drugo mesto. Bil sem na tekmi v Firencah, v Rimu, pa v Belgiji, v Londonu in marsikje druge. Skratka, bil je to čas, ki je bil zame nepozaben in seveda takšen ostaja v mojem spominu tudi še danes. S tem sem se ukvarjal pravzaprav 15 let, potem pa sem se odločil, da bom počel v življenju še kaj drugega. Pa tudi mlajši radijski reporterji so se ob imenitnih predstavah naših nogometašev priljubili radijskemu občinstvu in ljubiteljem nogometa. Ja, najprej bi takole kar nadaljeval tam, kjer je Franček nekako končal, kajti sam sem po tistem, ko je on prenehal se ukvarjati športnim novinarstvom s prenosi nogometnih tekem, sem padel kar v te zadeve in v 80 letih začel prvič spremljati nogometaše Maribora. No, tedaj seveda Maribor ni pomenil veliko, vemo, selil se je iz druge v slovensko ligo, vendar potem šele po osamosvojitvi pa res spremljam nogomet na Radio Maribor in pa tudi na Valu 202 Radio Slovenija, ki je dobilo to priznanje praktično ves čas od prvega leta samostojne Slovenije in lahko se kar pohvalim, da mislim, da na prst ene roke lahko preštejem tekme Maribora, ki jih nisem videl, ki jih nisem spremljal v vseh teh, zdaj bi že skoraj 10 letih je to naneslo, ne vem, 200, 300, 400 tekem. Mislim pa, da sem videl tudi prav vse tekme Mariborčanov v mednarodni konkurenci, jih posredoval poslušalcem tako Radia Maribor kot tudi Radia Slovenija in mislim, da je to tudi naše poslanstvo. Sem počaščen, da sem lahko slovensko nogometno reprezentanco spremljal tudi na Evropskem prvenstvu. Začetki so povsem nekje druge. Seveda bi se rad zahvalil svojim predhodnikom, ki so že zorali ledino radijskega nogometnega reporterstva, predvsem pokojnemu Mirku Strehovcu, pa tudi Alešu Varogi, ki mi je veliko pomagal takrat, ko je bil še na radiju, da so lahko sploh nastali moji začetki. To je nekaj nepozabnega, seveda spremljati svojo državno nogometno reprezentanco na Evropskem prvenstvu in seveda tudi v uspešnih kvalifikacijah. Lahko bi rekel, raste tudi reporter z uspehi reprezentance, z uspehi nogometa v tem primeru. Nepozabna tekma je Slovenija-Ukrajina v Ljubljani 2-1, ko so Ukrajinci že vodili z 1-0, potem pa prekrasna gola in Zlatka Zahoviča in Mileta Ačimoviča. Čeprav je bila bolj pomembna tekma v Kijevu, tudi nepozabna je prav gotovo tista v Ljubljani za Bežigradom Ukrajina-Slovenija 2-1 v dodatnih kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Seveda ne bo se dalo pozabiti tekme, ki bo mora generacije, prav gotovo po vodstvu Slovenije na Evropskem prvenstvu v Charleroi
Urugvaju, 3-0 proti Jugoslaviji, potem po 6 minutah 0-0, naj samo končam. Pred tekmo bi bili vsi zadovoljni z neodločenim rezultatom, to da bilo je 3-0 in potem bo to prav gotovo nekaj časa ostalo v glavah ljubiteljev nogometa na Slovenskem, da je potem Slovenija stržila v narekovajih samo neodločen rezultat. Prav gotovo, nogomet me kot igra še vedno navdušuje, še vedno ga spremljam, sicer z nekega drugega zornega kota, bolj pasivno, vendar je to seveda šport, ki me najbolj zanima in to priznanje seveda prihaja kot nekakšen spomin na nek čas, ki je za mano, ob katerem, torej ob tem priznanju pa se seveda tega časa s ponosom spominjam in gre seveda za priznanje tudi vsem tistim, ki jih zdaj ni več med nami, ki pa so tudi seveda prispevali k temu, da imamo danes takšen nogomet, kot ga imamo. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Rudi Zavrl in predsednik krovne nogometne organizacije Sepp Blatter sta v ljubljanski operi podelila le 9 priznanj, ostale pa sta podelila v mnogo bolj sproščenem vzdušju hotela Slon, ki se lahko pohvali s fantastičnim sprejemom in pogostitvijo. Kuharske mojstrovine hotelskih kuharjev so slastno izginjale v želodcih najvišje slovenske nogometne smetane. Nagrade v hotelu Slon, ki sta jih prav tako podelila Blatter in Zavrl, pa so prejeli Jože Rajh in Marjan Vengost iz MNZ Celje, Blaž Vidmar in Štefan Tivold iz MNZ Gorenjske, Karlo Emeršič in Aldo Knafelc iz MNZ Koper, Branko Gros in Martin Bukovec iz MNZ Lendava, Jože Kovič in Janko Ponikvar iz MNZ Ljubljana, Alojz Kovačič in Gregor Strebot iz MNZ Maribor, Danilo Kacjan in Franc Šlichthuber iz MNZ Murska Sobota, Aleš Jakončič in Otmar Komel iz MNZ Nova Gorica, Stanko Glažar in Boris Gaber iz MNZ Ptuj, Vili Pavc in Vlado Šajn iz Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in Rudi Bračič in Bojan Prašnikar iz Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. Vsi se sigurno v novem letu, tako eni drugim kot drugi, prvim želimo čim lepših trenutkov v naslednjem letu in vsekakor upajmo, da bo štart v novo tisočletje vsekakor še uspešnejše kot v letošnjem letu in da bomo vsi skupaj lahko prisostvovali kar lepim, rekel, glede na to, da smo pač nogometaši, lepim predstavam na samem igrišču in s tem tudi še dvignili nivo našega nogometa. Ob tem jubileju pa nikakor ne smemo pozabiti, da so najbolj svetlejše točke v vsej zgodovini 80 let naše nogometne zveze prav nastopi Maribora v tisti sanjski in očarljivi Ligi prvakov in pa uvrstitev oziroma nastop naše izbrane vrste na Evropskem nogometnem prvenstvu. Toda Komisija za priznanja pri Nogometni zvezi Slovenije oziroma izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je nekaj kljub vsemu blišču izpustil. V svoj scenarij bi lahko vsaj nekje uvrstil ime Zlatka Zahoviča, našega nogometnega dragulja, ki je zagotovo med najbolj zasluženimi za uspehe slovenskega reprezentančnega nogometa v zadnjem, zagotovo našem najbolj plodnem obdobju. Zahoviča sicer ni bilo na prireditvi, med reprezentanti pa so bili Simeunovič, Vugdalič, Žlogar, Galič, Knaus, Udovič, Šiljak, Ačimovič in Rudonja. Vsekakor ta nagrada nam pomeni ogromno, kajti to je pač le se naš, ne vem, ko bi to, ne najdem besed, ker igralci oziroma vodstvo, vse, kar je okoli nogometa, navijači, smo si to nagrado zaslužili z delom oziroma z enim poštenim odnosom, garanjem, ki smo pač danes to plačilo prejeli to nagrado, smo res zelo izredno zadovoljni in vsekakor upamo, da ni zadnje. Sepp Blatter, predsednik FIFA, je ob koncu svojega slavnostnega govora v ljubljanski operi imel bleščeč zaključek. Naj vam ob svojem ponosu čestitam tudi v imenu vseh ostalih 203 članic FIFA, to da nikoli ne pozabite na akterje na igrišču, torej na nogometaše, trenerje, sodnike, zdravstvene delavce, saj so oni ustvarjalci nogometa, so bile njegove zaključne besede. Ob tem te takoj spreleti misel na upanje, da so si odgovorni za naš nogomet to zares zapomnili. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je Nogometna zveza Slovenije, odkar je leta 1992 postala samostojna članica FIFA, dosegla sijajne rezultate.
Pohvali se lahko tudi z nagrado Best Mover of the Year, saj se je na FIFIni jakostni lestvici povzpela v enem letu kar za 40 mest. Slovenija je kljub svoji majhnosti imela kar nekaj svetovnih nogometnih imen. V prvi vrsti so to bili Brane Oblak, Danilo Popivoda, Srečko Katanec in sedaj še Zlatko Zahovič. Skratka, imena svetovnega formata.